O ponovnem oživljanju identitete slovenskega dela istrskega podeželja po letu 1990 pa v svoji knjigi piše Leda Dobrinja iz Loparja. Tretja istrska prebuja in njene senčnine je delo, ki razkriva, kaj vse je pripomoglo k razvoju tega območja, ki je v povojnih letih ostajalo gospodarsko nerazvito in demografsko ogroženo. Leda Dobrinja je vrsto let svojega dela posvetila osveščanju in vključevanju slovenskega istrskega avtohtonega prebivalstva v razvoj istrskega podeželja. V 90-ih letih prejšnjega stoletja je vodila več pionirskih razvojnih projektov z področja kulturnega in gospodarskega oživljanja podeželja v hiši od Kjuda v okviru zavoda Vita. Je tudi idejna snovalka krajevne zbirke v Loparju v hiši od Brdinca. Dobrinja piše, da se je tega obdobja prijelo ime Tretja istrska prebuja. To je bil dejansko en čas dvignjene energije, entuzijazma, sanj, bi rekla. In tedaj se je Istra prebujala, iskali smo pravzaprav svojo istovetnost in v to gibanje se je vključilo zelo veliko ljudi. Začela so izhajati dela, ki so predstavljala govor v Istri, etnološko dediščino in folklorno izročilo. Oživljala so se nova imena pesnikov in pripovednikov, ki so pričala o trdnosti istrskega človeka in o njegovem stalnem boju za lastni obstoj ter ohranitvi maternega jezika. Največja vzporednica je bilo z dogajanjem pred dobrih stoletjih, malo več kot stoletjih, ki se je začela recimo s tabori narodnimi, čitalnicami, društvi slovenskimi in kasneje se je podobna ljudska energija, čeprav v drugih pogojih in okoliščinah se je dvignila mednarodno osvobodilno vojno in takoj v času obnove. Dobrinja je knjigo predstavila v Srednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru. V prihodnjem letu pa načrtuje izdajo tretjega zbornika o slovenskem staroselstvu in Istrih.